Spoštovane gospe in gospodje, vesel sem, da se vidimo danes zadnjič v tem mandatu dela Evropskega parlamenta, v katerem sva skušala po najboljših močeh zastopati Slovenijo in še koga drugega z gospo Ljudmilo Novakovo. In jaz sem vesel te izkušnje, ki je nedvomno zelo pozitivna. Midva sva lahko videla, kako ta inštitucija deluje, kako se v njej da promovirati Slovenijo in splošne interese evropskih državljank in državljanov. Videla sva, da je parlament svojo vlogo večal, mislim na politično vlogo, ne glede na to, da Lizbonska pogodba ni bila ratificirana. In nama je seveda v veseljen čas, da sva bila lahko člana najmočnejše politične skupine, v kateri smo uveljavili čez 80% vseh naših predlogov in pobud. In sva vesela, da javnomnenjske raziskave kažejo na dober oziroma zmagovit rezultat tudi na teh volitvah. Mi smo bili večkrat vprašani, kaj se da narediti med 785 člani parlamenta. Že v času, ko smo bili opazovalci oziroma najprej imenovani poslanci, smo imeli izkušnjo, da se da nekaj narediti, če interes države prav predstaviš. Takrat je šlo za generično farmacevtsko industrijo, za pogoje dela Krke in Leka in smo že takrat videli, da se da dobiti večino tudi za nekaj, kar je izrazito slovenski interes. Jaz bi med posebnimi izkušnjami omenil tudi sodelovanje evropskih poslancev pri predsedovanju Slovenije. Zelo pomembno je, da ni proces odločanja v Evropskem parlamentu nikjer zastal, ampak se je kvečemu pospeševal zaradi slovenskega delovanja, našega stila koordiniranja zadev in tukaj smo evropski parlamentarci tudi odigrali svoje. Nekatere stvari so se premaknile, ki prej niso šle nikamor. Midva danes ne bova poročala o vseh zadevah, za katere meniva, da so pomembnejši dosežki najnega dela. Oba bova izdala nekakšni predstavitvi, oziroma dve knjigi boste išli, kjer bo bogato dokumentirano delo v teh 5 letih. Ne bom, razen če ne bi vi želeli posebej, zdaj ponovno govoril o Hrvaški, ki je bila tudi tema, ki nas je spremljala skozi teh 5 let, mene v statusu člana odbora za zunanjo politiko. Sem pa vesel, da smo v tem mandatu lahko podprli vstop Slovenije v evroobmočje. Tudi zato je bila potrebna beseda Evropskega parlamenta in seveda vstop v Schengen. Končal bi takole. Ključna beseda, s katero se zdaj ukvarjamo v Evropskem parlamentu, je gospodarska kriza. In mislim, da evropski poslanci lahko naredijo pomembne zadeve tudi za svojo državo, iz katere izhajajo, če zastopajo v Evropskem parlamentu prave rešitve. In Evropski parlament je že sprejel to pot, pa bo sprejel, mislim, da še nekaj odločitev v tej zvezi. Tudi po tej plati je zelo pomembno, kdo in kako nas zastopa v Evropskem parlamentu. In naše geslo je, močna Evropska zveza je dobra za prihodnost Slovenije. In veseli smo, da 5 let po vstopu v Evropsko zvezo večina Slovencev ne obžaluje odločitve za Evropsko zvezo. Še besedo o programu. Mi smo počakali še na kongres Evropske ljudske stranke, ki je nastopila v Varšavi pred nekaj dnevi z jasno besedo. Program bo potrdil še izvršilni odbor v ponedeljek in ga bomo predstavili v torek. Z njim bomo dokazali, da vidimo, kako pomembna je povezava med Brusljem in Ljubljano, če hočemo danes v globaliziranem svetu, v Združeni Evropi uveljavljati naše nacionalne interese. Hvala lepa.
Tudi sama bi na kratko predstavila moje petletno delo v Evropskem parlamentu. Seveda najbolj ponosna sem na moje prvo poročilo, ki je bilo tudi prvo poročilo slovenskega poslanca in prvo poročilo kateregakoli novega poslanca v Evropskem parlamentu. To je bilo poročilo o Europasu. Večkrat novinarji sprašujete, kaj konkretnega smo naredili. No, jaz sem ga pa sprintala, tako da ga imam tukaj v konkretni obliki. Saj je to poročilo zajema 5 različnih dokumentov, ki jih izpolnjujejo potem mladi oziroma tisti, ki iščejo zaposlitev v Evropi ali pa želijo nadaljevati šolanje. No, leta 2008 smo dobili podatek, da ta dokument je že uporabilo preko 3 milijone evropskih državljanov, tudi izven Evropske unije, tako da je bil zelo dobrodošel. Pri svojem delu sem vlagala amandmaje oziroma pripravljala poročila tudi za politično skupino Evropske ljudske stranke, Evropskih demokratov, kjer sem še posebej se zavzemala za boljšo družinsko politiko, za pravice invalidov, za pravice manjšin in pa tudi za pravice otrok ter za razvoj podeželja in za ohranjanje kulturne raznolikosti in bogatstva Evrope. No, poleg tega, bom rekla, uradnega zakonodajnega dela sem sprejela v Evropskem parlamentu tudi preko 1500 obiskovalcev iz Slovenije, skupaj z gospodom Peterletom sva jih sprejela preko 3000. Poleg tega sem intenzivno, aktivno sodelovala pri pripravi medparlamentarne skupščine držav AKP Evropske unije, ki je potekala lansko leto v času predsedovanja v Ljubljani, ker sem bila pač kot slovenska poslanka aktivno vključena, sem pripravila tudi delavnice, ki so se jih udeležili vsi udeleženci. Prav tako, ker delujem na področju šolstva, sem se seveda zavzemala za čim več štipendij v programu Vseživljenjsko izobraževanje, kar je tudi Odboru za kulturo in izobraževanje konec koncev uspelo in pri pogajanjih z Evropskim svetom in pa z komisijo smo dosegli, da smo zagotovili več sredstev za štipendije mladih. Poleg tega sem delala veliko v Sloveniji, tako da sem obiskovala šole na njihovo povabilo, predvsem evropske oddelke, ki so v gimnazijah, tako da smo skupaj razpravljali o Evropski uniji in mislim, da sem na ta način tudi prispevala k boljši obveščenosti Slovencev o pomembnosti Evropske unije in njenih inštitucij.